Z nami je Milko Novič, doktor kemije, predavatelj in lastnik plantaže sivke pri Kraških Brjah. Spregovorila bova še o nekaterih aktualno-političnih temah. Pozdravljeni. 5. junija bomo na referendumu odločali o 3 zakonih, pri katerih vlada ni bila sposobna priti nasproti opoziciji in civilni družbi. Medtem je tudi zakon, ki omejuje medsosedsko pomoč. Gospod Novič, povejte nam, ste kdaj potrebovali ali nudili sosedsko pomoč? Izhajam iz ruralnega dela Slovenije, se pravi iz Krasa, iz podeželja, iz kmečke družine in moje izkušnje so, da ljudje na tem področju brez sosedske pomoči ne bi preživeli. Sosedska pomoč je, kot sem rekel, način preživetja, je pa tudi način druženja, način povezovanja ljudi med seboj in bi kakršnokoli zakonsko omejevanje te pomoči globoko zarezalo v te medčloveške odnose in bi imelo zato, po mojem prepričanju, že zaradi tega zelo negativen vpliv na razvoj vaških skupnosti. Seveda je pa na drugi strani tudi pomembno dejstvo, da je sosedska pomoč praktično dejansko sestavni del življenja, ker združuje ljudi tudi na osnovi souporabe, recimo tehnike pri obdelavi zemlje, namreč tehnika je draga, ljudje so razvili ta nekak zadružni način uporabe in s tem pocenitev proizvodne. In pa seveda je dobro ta sosedska pomoč tudi v bistvu ključnega pomena pri kakršnihkoli obsežnejših opravilih, bodisi ob samem spravilu pridelka ali pa pri načrtovanju in širjenju nasadov, kot recimo v mojem primeru nasadi lavande. Ja, zanimivo je, če pogledamo zdaj tale zakon, opredeljuje kot delo na črno, naprimer pri kmetovalcu, tudi vsake aktivnosti, preden bo naprimer vaša sivka dozorela. Se pravi, ljudje vam ne bi smeli več pomagati, dokler ne boste sivke spravili tako daleč, da jo boste lahko skladiščili. Kako bo to vplivalo na vaše delo? Jaz upam, da bi bilo pravilno vprašanje, kako bi to vplivalo, ker upam, da bomo na referendumu stvar zavrnili in jo vrnili v te parlamentarno proceduro na način, ki bi sproduciral nek predpis, ki bi bil v korist, seveda, ljudem na podeželju. Vendar, če se vrnem na vaše vprašanje, lavanda na Krasu je moj nek pilotski projekt, ki bazira samo na moji dobri volji in pa finančnih sredstvih, ki so pa mi v tem trenutku močno okrnjena. Namreč omejevanje sosedske pomoči bi močno vplivalo na obetavne načrte posameznikov za širjenje teh nasadov na Krasu in širjenje nasadov je povezano recimo z pripravo zemlje, z dovozom zemlje, s planiranjem in tako naprej in pa samo zasaditvijo, kar je brez sosedske pomoči praktično neizvedljivo. In predvidevam, da bi tak ukrep kratkoročno in tudi dolgoročno vplival na to, da bi se ta projekt, ki je v sami osnovi perspektiven, zavrl. Naslednji zakon, o katerem bomo odločali na referendumu, je povezan z zapiranjem arhivskih gradiv. Zakaj po vašem mnenju vlada želi zapreti arhive, ki so bili od leta 2006 dostopni javnosti? Te tematike se lahko dotaknem samo z vidika oziroma na način, ki mi je bil na nek način posredovan z javnosti, z sredstev javnega obveščanja. Namreč jaz se strinjam z nekaterimi navedbami, da bi po vsej verjetnosti podatki, ki so še ostali v arhivih, lahko vladajoči garnituri škodovali. In namreč samo na ta način oškodovali namreč pri njihovem trudu v boju za oblast, za ohranjanje oblasti. Predvidevam, da so, se pravi, v temu itak tako in tako že prečiščenemu gradivu, da so še informacije, ki bi jih nek analitik lahko znal povezati in bi, kot rečeno, lahko komu resno škodovalo oziroma bi ga celo lahko trajno izločilo iz političnega življenja v Sloveniji. Pa bi bilo to slabo po vašem mnenju? Jaz mislim, da ne. Namreč dokler bodo
dokler ne bomo razčistili s preteklostjo, dokler ne bomo postavili vsako stvar na pravo mesto, dokler ne bodo zavladali v Sloveniji ljudje z željo po razvoju, do takrat bo razvoj naše družbe hendikepiran in tudi z tega zornega kota smatram, da je razčiščevanje arhivov nujno potrebno. Kaj bi morala po vašem mnenju storiti vlada, če bo 5. junija na referendumih znova premagana? Moje laično mišljenje je, da glede na vse javnomnenjske raziskave, glede na moje laično poznavanje razmer, glede na poznavanje razmer v javnem sektorju, bi bilo najbolje, da vlada odstopi in s tem omogoči predčasne volitve. Kakšnakoli druga rešitev v smislu tehnične vlade oziroma pomoči za tako imenovanim svetom modrecev, zdaj popularno, bi bilo po mojem samo podaljšanje mandata te vlade in podaljšanje agonije, v kateri se je znašla družba in pa gospodarstvo, in s tem bi odložili, ne samo odložili rešitve za leto in pol, ampak bi dodatno poglobili krizo, v kateri se je naša družba znašla. Kaj bi prinesle predčasne volitve? Kot rečeno, predčasne volitve bi prinesle prepotreben svež kader na oblast, sveže ljudi, ki bi imeli mandat strani volivcev. Na ta način bi ljudje povedali, koga želijo na čelu v teh časih, ko so dejansko prepotrebne reforme, komu zaupajo, da jih bo pripeljal skozi obdobje, ki ne bo lahko, na nek pošten način, komu zaupajo nekako usodo projekta Slovenija 91, oziroma drugače, če smo nekoliko ostrejši, jaz upam, da bi predčasne volitve omogočile dejansko štartanje projekta Slovenija 2.0. Pogosto poslušamo sicer, da v slovenskem političnem prostoru ni alternative. Pa vendar je SDS vladi Boruta Pahorja predlagala kar 4 pakete protikriznih ukrepov, ki bi Slovenijo zagotovo popeljali hitreje iz krize. Ampak vlada jih je arogantno zavrnila. Kaj bi lahko SDS v prihodnje storila, da bi še povečala ugled med volivkami in volivci? Jaz bi se v odgovoru naslovil kar na vaše vprašanje. Prvenstveno je, da nekje SDS realizira volitve, rezultat čim bližje napovedim 50+. To bi bila neka štartna točka, ki bi omogočila novi vladi, verjetno pod mandatarstvom gospoda Janše, prepotrebne ukrepe na področju sodstva, na področju volilnega sistema in na področju, dajmo reči temu, davčne politike in pač omogočila bi štartanje teh reform, o katerih smo govorili prej. V vsakem primeru bi pa legitimnost oziroma potrditev pravilne izbire dala SDS volivcem na način, da bi pravzaprav v praksi realizirala vse 4 pakete, ki je predlagala te vladi. Na ta način, ki absolutno niso slabi, jaz to spremljam in jih podpiram. Na drugi način bi morala nova politika dejansko razmejiti med gospodarstvom in politiko. Morala bi dati veljavo perspektivnim mladim kadrom, tudi če jih ne bi zvabila v aktivno politiko, namreč perspektivni kader potrebuje naše gospodarstvo. Morala bi poseči z reformo na področje razvoja gospodarstva, se pravi, premalo smo delali na področju tako imenovanih malih in srednjih podjetij, ki so po mojem, visokotehnološko zahtevnih, ki so po mojem ključni element gradnje novega gospodarskega zagona v Sloveniji. Morala bi poseči tudi na področje vzgoje izobraževanja, raziskovalnega dela, kjer, recimo, je to malo bolj poznam, kjer bi morala reformirati
evalvacijo kvalitete raziskovalnega dela iz obstoječega na novi način, kjer bi bila absolutna prioriteta, recimo, to je bil moj predlog že v minulih letih, kjer je bila edino merilo uspešnosti neke raziskovalne ustanove bi bilo število prodanih patentov in pa število tako imenovanih spin-offov, ustanovljenih novih visokotehnoloških firm. In v tej smeri skratka bi morala izvajati politiko, predvsem pa ponovno prepričati ljudi, da sodstvo deluje v njihov prid. Našteli ste veliko ukrepov, nekateri med njimi so tudi bolj na neprijetni strani. Ali ima naslednja vlada sploh možnost ponoviti mandat ali bo zopet mandat za 4 leta? Tega si ne upam napovedati v tem momentu, me je pa na nek način strah, da se bo ponovila zgodba, v kateri bo ta vlada, nova vlada, govorimo o novi vladi, v 4 letih z veliko napora, z veliko samoodpodovanja pognala neko novo življenje v organizem, ki se imenuje Slovenija, da bodo odpovedovanja in napori ljudi utrudili in da bi znali potem naslednji mandat mogoče zaupati drugim, ki bi obetali več socialnih transferjev, na ta način mogoče lažje življenje. Vendar verjamem, da smo se prebivalci Slovenije v minulih letih marsikaj naučili in da se ta moj črni scenarij ne bo uresničil. Najlepša hvala za pogovor. Hvala vam.